Ste članica ali simpatizerka stranke? Torej, odgovor je enak prejšnjemu. So do vas prestopili funkcionarji te politične stranke, v tem primeru SDS-a, glede na to, da nisem dobil vašega odgovora, pač moram samo sklepati. Odgovor je enak prejšnjemu. Ste poznali kateregakoli v politični stranki SDS in recimo osebno predsednika SDS, gospoda Janeza Ivana Janšo? 10. člen Zakona o parlamentarni preiskavi, to je moj odgovor. Sej, morate razumeti, da ne bom nehal z vprašanji. Kakšna je bila pri vplačilu tega deleža vloga vašega moža, gospoda Roka Snežiča, ki se je v medijih hvalil, da je dober prijatelj in svetovalec gospoda Janeza Ivana Janše, predsednika SDS, takrat pa je bil tudi njegov sojetnik v zaporu? Odgovor je enak prejšnjemu. Da bomo vedeli zaradi slovenske javnosti, da bojo vedeli, kaj pravzaprav ponavljate. 10. člen govori o tem, da je pred pričetkom pričevanja potrebno priče poučiti o njihovi pravici, da odklonijo odgovor na posamezno vprašanje, če je verjetno, da bi s tem spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali kazenski pregon. Toliko samo v pojasnitev, glede na to, da vidim, da boste še celo uro ponavljali isti stavek. Zakaj za nakup delnice niste vložili svojega denarja? Odgovor je torej enak prejšnjemu. Zakaj vam je posojilo izročil v gotovini? Zakaj vam ga ni nakazal? Odgovor je enak prejšnjemu. Ko ste dobila denar v gotovini, ste ga vprašali, odkje njemu ta denar? 10. člen Zakona o parlamentarni preiskavi je moj odgovor. Je morebiti denar za posojilo, ki vam ga je izročil gospod Kuča, slednjemu priskrbel vaš mož Rok Snežič? Odgovor je enak prejšnjemu. Glede na to, da so bile hišne preiskave upravljene tudi pri vas, vas sprašujem, ali ste tudi vi kot vaš mož med preiskovanci? Odgovor je enak prejšnjemu. Gospa Klavdija Snežič, imeli možnost povedati svojo resnico in ne nazadnje zaščititi tudi svoj osebni ugled, interes in ne nazadnje svoje pravice. Danes ste to možnost imeli, več kot jasno ste jo zavrnila oziroma ste izkoristila tisto zakonsko določbo, ki vam omogoča, da se ne rabite izjasniti o stvareh. S tem pa seveda omogočate in prepuščate komisiji, da dela svoje zaključke. Bi želeli še kaj dodati? Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste me poslušali in ne odgovorili na vprašanje.